zunaj teh digitalnih mehurčkov, v katerih živi politika neko svoje življenje, pa vendarle obstaja še vedno veliko ljudi, ki pa gledajo in poslušajo soočenja. Ja, pa ne. Mislim, bi kar takoj omenil vsaj enega od političnih obrazov, s katerim sem se včeraj pogovarjal, ne, to je bil Jernej Vrtovec, ne, ki sem ga vprašal to, ne, da zakaj, če se mu ne zdi škoda njemu osebno in za stranko, da se ne bojo iz protesta proti domnevni cenzuri Tarče udeleževali soočen na TV Slovenija. Ne? Ker tako po zdravi pameti človek sklepa, da mogoče SDS tega res ne rabi, ker ima cel kup drugih kanalov, ne? In da jih ima NSI mogoče malo manj. Ne? Pa je rekel, da sploh ne. In potem mi je začel kazati na svojem telefonu doseg in klike in lajke na Facebooku. Ne? Mislim, to so blazne številke. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, bralke in bralci Večera. To je Večer za vikend, naš in vaš priljubljen tedenski podcast, s katerim počrtamo politično in drugo dogajanje v naši državi, pa seveda tudi širše. Najprej seveda zahvala, da nas spremljate, da nas delite in da dober glas o Večeru za vikend širite naprej po vaši skupnosti. Najdete nas na vseh platformah za podcaste in pa seveda tudi na naši spletni strani. Pustni karnevali so se končali, olimpijske igre so prav tako v izdihljajih, v zadnjih izdihljajih. Uradna predvolilna kampanja pa se je šele začela. In ne glede na to, da so maškare odšle, zima še kar vztraja, predvsem pa v naslednjih tednih ostajajo tudi politične šeme, maske in drugi fenomeni, o katerih bova danes ponovno govorila s kolumnistom in urednikom Markom Crnkovičem. Po nekaj časa spet, dober dan, servus, lepo pozdravljen. Klasično vprašanje, vse pod kontrolo, kako si? Ja, v redu, ne? Preživeli smo pust, pojedli smo krofe. Jaz osebno sem se srečeval s kar nekaj politiki v okviru te rubrike Politični obrazi. Bo verjetno kaj na to temo tudi rekla, ne? Ziher. Tako da, ja, fajn. Mislim, vse gre po planu, skoraj da. Ker zdaj so pa res tisti dnevi, zadnji tedni pred volilnim izrekanjem, odločanjem volilnega telesa, ko pa morajo še zadnje maske past. Ali kako? No, to je taka, ko bi rekel, metafora, ne? Floskula. Kliše, ne? Tako. V bistvu je ta uradni začetek predvolilne kampanje samo formalnost, ne? Mislim, povprečen volivec. Zelo drži. Povprečen volivec sploh ne opazi razlike med do včeraj in od včeraj naprej. Ne? Tako da pač nekateri formalni postopki so zdaj pač začeli teči, na televizijah in drugje bojo predvolilno soočenja, ampak tudi ta so na nek način že bila, čeprav ne v tej dobesedni obliki. Ne? To se pač držijo, ko pijan splotati tele. Ja, ta neka klasična soočenja. Ja, ne? Klasična soočenja. Drugače pa ta nervoza, ne, in strank in volivcev bi brez razlike naraščala iz dneva v dan in tudi bo, ne, do 22. marca, ne, ko bojo res volitve. Ja, res je, ta uradni začetek kampanje je bolj ali manj samo nek pro forma ritual. Stranke so te dni na veliko vlagale
kandidatne liste. Kar pa smo opazili, čeprav Agencija za varstvo okolja tega ne meri, je povečana vsebnost političnega optimizma, pričakovanja in donečih napovedi v zraku. Politični monoksid v zraku. Tudi tega nam kdaj pa kdaj servirajo. Ampak omenil si televizijska soočenja. To pa smo nekako navajeni, da ta klasična soočenja in zadnji predvolilni ringi se res odvijajo v teh tednih. Zdaj sva že v najinih pogovorih in analizah večkrat govorila o transformacijah političnih kampanj, o digitalizaciji politike, o selitvi političnih pristopov, strategiji na neke nove kanale, ampak vendarle ne. Zunaj teh digitalnih mehurčkov, v katerih živi politika neko svoje življenje, pa vendarle obstaja še vedno veliko ljudi, ki pa gledajo in poslušajo soočenja. Ja, pa ne. Mislim, bi kar takoj omenil vsaj enega od političnih obrazov, s katerim sem se včeraj pogovarjal. To je bil Jernej Vrtovec, ki sem ga vprašal to, da zakaj, če se mu ne zdi škoda njemu osebno in za stranko, da se ne bojo iz protesta proti domnevni cenzuri Tarče udeleževali soočen na TV Slovenija. Ker tako pozdravi pametni človek sklepa, da mogoče SDS tega res ne rabi, ker ima cel kup drugih kanalov, in da jih ima NSI mogoče malo manj. Pa je rekel, da sploh ne. In pol mi je začel kazati na svojem telefonu doseg in klike in lajke na Facebooku. Mislim, to so blazne številke, dejansko. Ampak pa verjetno ni, ne vem, koliko imajo druge stranke, ampak tega je res bistveno več, kot so prvič naklade časopisov. In tako na pamet rečeno, ker to je šlo, mislim, da je bila številka tam, ne vem, čez 150,000 ogledov za določene objave. In vprašanje, in to vsaka objava, tu nekje. In vprašanje je, če to ni več tudi kot je gledalcev enega predvolilnega soočenja. Mislim, to, po mojem, so te številke kar blizu. Jaz bi to nekoliko vendarle imel z rezervo, ker ne moremo avtomatično prvič pretvarjati lajkov, delitev in tako naprej. Seveda v realno politično moč oziroma v kapitalizacijo tega v obliki volilnih glasov. Mislim, da pametne stranke seveda to vedo, da to ne gre tako, pa seveda obstajajo tukaj številne metrike in nenazadnje triki, ki jih uporabljajo strankarske mašinerije, da nabildajo seveda to prezenco, prisotnost. To je potem tudi zelo hipna pozornost, nekdo klikne, pogleda, zapre in tako naprej. Ti pa moraš človeka vseeno prepričati, da bo on na tisto morda sončno in toplo volilno nedeljo uporabil svoj volilni glas. To je že res, čeprav tudi na televiziji, tudi ljudje, ki gledajo klasična televizijska soočenja, tudi za njih ne moreš vedno vedeti, ali se jih je politično sporočilo te ali one stranke res prijelo, ali bojo na to kaj dali. Tako da to, kar sem zvedel od NSI, je pač, da nek doseg je, dosežejo ljudi. Ne rečem, da je to ekskluzivno samo pri NSI, verjetno tudi druge stranke imajo lep doseg. Hočem reči, da se dejansko zelo, zelo premika cela ta predvolilna kampanja in te najbolj učinkovite platforme pač postajajo bolj ta družbena omrežja kot pa televizijska soočenja. To je dost realno, po mojem, pričakovati.
Tako da, skratka, gospod Vrtovec se ni čisto sekiral, da dopušča možnost, da se bo vodstvo RTV opravičilo in pojasnilo celo to zadevo okrog Tarče. Se pa ne bo sekiral, če jih na teh soočenjih na TV Slovenija ne bo. Ne? Zdaj, kot kaže, ne, za disclaimer, torej po zapletih z preiskovalno oddajo nacionalke Tarča sta tako Vrtovec kot Janez Janša napovedala bojkot vsaj prvega soočenja in kot kaže tudi vsaj v primeru Nove Slovenije samo prvega, če sem prav razumel, in o tem smo tudi pisali, predvolilnega soočenja. Na naslednjih jih verjetno gre pričakovati. Seveda pa bo teh soočenj tudi na ostalih televizijah, predvsem ciljem na Pop TV, ki je vseeno televizija z največjim dosegom in z največjim vplivom. Ne pričakujem tam njihove, bom rekel, abstinence ali pa kakorkoli bojkota. Seveda je ta bojkot povezan predvsem z nacionalno televizijo in dogodki tam. V redu, se strinjam, mi dinozauri, sebi sem rekel dinozaur, živimo seveda še v času, pa tudi učili smo se o tem, kako so soočenja od znamenitega Nixon-Kennedy duela, seveda bila tista, ki so prelomljala politične tekme. Zdaj smo seveda v nekem drugem času. En dober primer, ne samo ti si omenil primer desno-sredinske stranke, pa seveda recimo tudi stranka Levica, kjer predvsem Luka Mesec štanca predvolilne videe polno in je nekako dvignil stranko, ampak še vedno je po moje ta doseg tovrstnih izumov sodobnih predvolilnih kampanj še vedno omejen na mlajšo populacijo, ki je, kar se tiče odhoda na volitev, veliko bolj nepredvidljiva kot starejši ljudje. Tako da ne bi tu dopustil strankam te pretirane samozavesti, da tudi samo s temi kanali lahko dosežejo z svojimi sporočili največje množice. Ja. Tako da, je to vprašanje? To je bila iztočnica, v bistvu, da televizijska soočenja po moje bodo ohranjali in ohranjajo nek vseeno relativno, ne bom rekel primat, ampak prvenstveno vlogo v finišu volilne kampanje. To je mogoče res, mogoče pa ni. Na videz bi midva dinozaura lahko sklepala, da televizija, še posebej pa nacionalna televizija, ima neko težo, ki je tisti Šodar od Facebooka nima. Zdaj, koliko ta teža res vpliva in koliko vpliva Šodar, tega ne vemo. Tisti nek pač doseg je, večji ali manjši, ne vemo pri katerem od teh dveh medijev, ampak doseg je. Kako bo pa to vplivalo, pa ne vemo. Kar pa zadeva današnjo mladino, pa tudi težko sklepamo prvič, kako se jih bo to prijelo, drugič, če bojo šli voliti in seveda ne nazadnje ta njihova ignoranca, mislim, ne nujno v slabem smislu, ta njihova nezainteresiranost za politike, do politike. Jaz sem bil zelo presenečen, tisti moj sin, ki je šel, ki mu je bil prvič izkoristil volilno pravico na novembrskem referendumu, je rekel, da gre tudi zdaj voliti, ne ve pa še koga. Tako da bomo morali imeti resne pogovore. Se še bo pustil malo prepričevati. Eno je ta medijski del kampanje, digitalni del kampanje, o katerem smo govorila. Nekaj pa je seveda še vedno ta ground kampanja, terenska kampanja, neposredni stik. Ulica, bom temu rekel. Tudi konvencije, tudi neke dvorane. Ja, si tukaj zanimivega opazil. Vidi se, da so stranke, ne vem, zdaj vendarle tudi levo-sredinske, ki seveda so zaposlene z vladanjem še vedno v času predvolilne kampanje, nekoliko pojačale svojo kampanjo, da ni samo Janez Janša tisti, ki je neprestano med svojimi, ampak zdaj so na veliko seveda vsi delili krofe, nagovarjali.
Ne, politiki so šli na olimpijado, ne, se veselili ob dosežkih Prevca in seveda ostalih odličnih slovenskih skakalcev. Skratka, ta terenska kampanja, neposredni stik, stiski rok verjetno še vedno ohranjajo neko svojo funkcijo. Ja. Nasplošno, kako bi rekel, to bi imelo, če bi bilo tega več, bi imelo to verjetno bi to naredilo največji vtis na volivce. Ne? Seveda, čist vsakega volivca vseh teh 1.700.000 upravičencev ne morejo doseči, se z njimi srečati, bi pa to po mojem pozitivno vplivalo na politično odločanje. Ne? Če bi pod pogojem seveda, da bi se vsi srečali z vsemi, to bi bilo najbolj idealno. Ne? Vse stranke, ne pa da ima recimo kjerkoli stranka konvencijo ali neko srečanje, debato, karkoli, ne? In potem pridejo njeni privrženci, ne? Njeni nefeni, tisti, ki jih ne nameravajo voliti ali jim grejo celo na živce, seveda ne grejo niti blizu. Ne? Ampak idealno bi bilo vsi za vsemi. Ne? Ker dejansko je ta osebni stik je še edina prava stvar, da tako rečem. Družbena omrežja je človek tjaven dan, ne? Mislim, ne tjaven dan, čist ne, ampak pravega vtisa ne ustvarja. Ne? Niti strani politikov, ki magari kaj pametnega pa konkretnega na družbenih omrežjih objavijo. Po drugi strani pa to ne garantira nobene resne pozornosti strani tega, ki temu sledi. Ne? Tako da ta osebni stik, hočem reči, je nekaj popolnoma drugega. Ne? In to bi veljalo tudi za politike. Ne? Če bi se politiki malo več ki bi bili bolj omejeni na ta osebni stik, ne pa da se kregajo po medijih in klasičnih medijih in na družbenih omrežjih, ne bi bili med seboj tako skregani. Ne? Ker čim pa ti postaviš, čim gre za medijsko prezenco, si ti drugačen. Ne? Tako kot lačen si ful drugačen. Pred kamero je vsak ful drugačen. Ne? To hočem povedati. Ne? Zlasti vis-a-vis nekoga. Ne? Tudi mi se zdaj drugačna, ko se pogovarjava pred kamero, kot bi bila drugačna če bi šla na kavo. Ne? Tako da, ampak to je seveda neizvedljivo. Ne? Dejstvo je, da pač hočeš prihodnost te politične agitacije, da tako rečem, je digitalna. Ne? Ja, tako pač je. Tako kot če marsičesa. Še marsikaj drugega. Veš, kaj me zanima v kontekstu teh soočenj in televizijskih ringov, ne? Zdaj, kar naenkrat je postala velika tema, ne? Kje, kako in če sploh se bosta soočila velika pretendenta za naslednjo vlado, torej ali Janša 4.0 ali Golob 2.0. Zdaj za osvežitev spomina, ne, Golob je teden, malo več mogoče nazaj objavil, ne, brez izmikanja na družbenih omrežjih, nek svoj seznam soočen, duelov neposrednih, v katerih se kani soočiti z vodjo opozicije, njegovim premijejskim predhodnikom Janezom Janšo. Zdaj Janša je nekaj časa molčal, se na to ni odzval, se pa je odzval sredi tedna, rekoč, ne pride v poštev, ne, ampak dajmo organizirati en velik politični duel nekje v javnosti, ne, nekje javno, omenjal je možnost Cankarjevega doma, gospodarskega razstavišča ali Maribora, seveda ni omenil Stožic, pa najbrž ne zato, ker ne misli, da bi razprodala, tako rekoč se malo šalim, ampak tam vendarle straši Jankovićev duh, verjetno. Skratka, Janševa formula poštenega soočenja z Golobom je, da vsak pripelje dva novinarja po lastni izbiri,
ki potem navzkrižno izprašujeta torej oba pretendenta za oblast. Rekel je, lahko se pogovarjamo 4 ure in lahko tudi publika se pogovarja z nami. Kaj meniš o tem izmisleku? Gre za neko klasično Janševo seveda provokacijo, ne? Odziv, ali bi dejansko neko to vrstno soočenje v družbi spektakla, ne? Ko je politika tudi postala spektakl, imelo celo nek smisel. Pusti te ideje, da si vsak pripelje svoje novinarje in podobno. Ja, no, to je seveda Presio klasična provokacija. Nixona in JFK-ja. To je bil prvi spektakel, ker verjetno takratna kandidata nista prišla tja z mislijo, da se morata obnašati in govoriti v skladu z dejstvom, da je to spektakel. To je pa postal spektakel in je postal in se razvijal naprej kot spektakel. Tako da tudi to bi bil spektakel, v Stožicah ali ne, čeprav dvomim, da bi... Ni omenjal Stožic. Oziroma kjerkoli. Cankarja in Gospodarsko v Ljubljani, v Mariboru pa itak imamo samo dvorano Tabor. No, mislim, da bi bila... Dražen Zečič, na to pa Janša in Golob. Dvorana gledališča čist dost velika. Pa še kulise bi primerne naredili. Na Novem Odru. Tako. Ne vem, to je provokacija v tem smislu, da spravlja, ker se je Janša prvi spomnil, provokacija zato, ker Goloba spravlja v zadrego. Če sprejme to idejo, bo nehote v podrejenem položaju, ker je pristal na konkurentovo idejo. Če pa ne sprejme, pa ravno tako ne bo v redu. Ali verjetno še slabše zanj, ker bo izpadel kot nekdo, ki se boji soočiti s svojim glavnim nasprotnikom. Tako da ne vem. Cankarjev dom, Uzurpacija kulturnega hrama strani politike. No, Cankarjev je bilo že marsikaj. To je tudi kongresni center. To je v resnici tudi res. Bo pa zanimivo spremljati to Janševo obnašanje, kar se tiče soočenj. Kam bo šel, kam ne bo šel, kam bo poskušal poslati svoje ljudi za posebne naloge, ker vemo, tudi v zadnji ameriški kampanji je bilo ena na ena soočenje, recimo, to vrstno, ampak dobro, oni imajo drugačen politični sistem, seveda, ampak na nek način bo on zagotovo želel žonglirati z temi soočenji, predvsem zato, kar si ti omenil tudi. On vendarle ima nek vzporeden lasten medijski sistem, preko katerega seveda dela svojo dramaturgijo volilne kampanje. Ja. Seveda, Janša je precej v medijski prednosti, pa ne samo zato, ker ima ta svoj... On trdi drugače. Usporeden... Ja, kaj on trdi, po mojem ne zanima preveč, razen da vzamemo to na znanje. Ampak hočem reči, da ne samo, da ima desnica svoj medijski sistem, ki je... sicer nima enakega dosega kot ta tradicionalni mainstream, je pa seveda res, da za Goloba ne morem reči, da je to njegov medijski sistem. Ker ta medijski sistem, tradicionalni mainstream, ga samo malo bolj vljudno sesuva, kot ga sesuva že itak Janša sam in opozicijske stranke in predvsem seveda ta medijski sistem desnice. In vse, kar dejstvo je seveda, da ta drugi mainstream tudi kdaj objavi kaj prijaznega, da ne rečem pozitivnega o aktualni vladi in Golobu samemu,
In to je tisto, na kar se ta desni medijski sistem obesi, ne? Na to se šlepajo, da lahko dokazujejo, da je vlada in z njo Golob, da so bistvene prednosti, ker da ti kao tranzicijski mediji in tako delajo v njegovo korist. Ne? Ampak to ni res. Ne? Mediji zelo, zelo se suvajo in grdo govorijo tudi o Golobu. Ne? Kritično, no, bom tako rekel. Ne da bi zdaj si ne vem kaj izmišljevali. Ampak znajo biti pa tudi zelo pristranski. Tudi. Ne? Ni vse lepo in prav, oziroma ni vse pošteno, kar napišejo o tej vladi. Ne? Tako kot tudi ni vse pošteno, mogoče celo malo več nepoštenega, kot napišejo o opoziciji. Ne? Ok, še ena stvar. V zadnjih dneh sem seveda pozorno spremljal vlaganje kandidatnih list, imen, ki so se tam pojavila, torej teh fototerminov, kjer so stranke postavljale v spredje svoje glavne kandidate in adute. In moj sklep vsega skupaj je, da se je v Sloveniji nekako dokončno končala sezona ali pa obdobje, desetletje in več novih obrazov. Zdaj Vladimir Prebilič ni novi obraz, ki je mogoče takšen newcomer na tej sceni. Logar, mogoče zato, ker je napol novi. Ja, Logar je tudi napol novi. Ja, Logar pa sploh ni novi obraz, ker je tudi v nacionalnih političnih tekmah pod zastavo SDS-a res velikokrat sodeloval. Skratka, pa ne gre samo za to, da nimamo neke klasične stranke novega obraza, tokrat v volilni tekmi prvič po letu 2008, bi rekel, od takrat, že z naslednjimi volitvami se je to neprestano vrtelo, ampak tudi pa že Janković na zadnje z Pozitivno Slovenijo leta 2011. Ampak skratka tudi stranke se mi zdi, deloma pač to kaže, da se je politični bazen že zelo izpraznil, stavijo na precej preverjene ljudi. Torej, veliko manj je nekih poskusov, bom rekel, vnosa tudi zvezdniških elementov presenečenja, nekih, kulturnikov, športnikov, ki jih potem kot neke vabe nastavijo volivcem, ampak se mi zdi, da tokrat pogledamo kar, bom rekel, precej take zanesljive liste ljudi, ki so politično bolj ali manj že precej preizkušeni. Sploh pri teh strankah, ki imajo dejanske in realne možnosti za preizkušeni v tem smislu, da imajo oni izkušnje ali da imajo volivci z njimi izkušnje? Na nek način oboje. Skratka, ne zdi se mi, da volivci z njimi izkušnje je za njih dvorezno, ker recimo Prebilič, stranki Prerod se je pridružil marsikdo, ki je že bil v politiki, ni pa takih, ki bi res komu imponirali. Mislim, so neki politiki, do katerih ni nujno, da imamo neke zamere ali da so delali neke strašne politične napake, niso pa to ljudje, ki bi kogarkoli prepričali. Ja, pa neko svežino. Ja, niso ljudje, ki bi zdaj tekli k Prerodu, zaradi njihovega imena in blagovne znamke. No, vsak politik, vsak kandidat namreč ne more biti blagovna znamka. Blagovne znamke so, kvečemo, stranke, in predsedniki in mogoče še par tistih više rangiranih posameznikov. Skratka, nisem zasledil, bom rekel, nekih strašnih imen, po katerih bi lahko zdaj rekla shit, pardon, pip, ta se je pa zdaj pojavil v politiki. Se mi zdi kar relativno predvidljiv, da ne rečem celo mestoma dolgočasen nabor, kar ni nujno slabo, ker o teh ljudeh pač volivci vedo slabo ali dobro in se bodo pač lahko odločali. Ker ne nazadnje, zdaj ti tedni zadnji, to je Golob v enem izmed zadnjih intervjujev, ki ga je imel na Odmevih, mislim pri Rosviti Pesek je bil, dejal, neopredeljeni so zdaj tisti, ki jih lovimo. Torej na nek način tisti, ki so mu mogoče tudi vmes pobegnili med neopredeljene, ker
ni čisto zadovoljil njihovih želja in tako naprej, ampak verjetno v zadnjih tednih se ta bazen neopredeljenih še lahko premakne sem in tja. Ostalo je bolj ali manj razporejeno. Ne? Med strankami, med taboroma političnima ne bo več nekih političnih prebegov, bi rekel. Ja, verjetno, ja, tudi dam prav. Verjetno ne bojo tekli čez to levo-desno. Ja, to smisla. Ja. Lahko pa tečejo čez to. Kaj ostane zdaj še politiki, da prepriča neopredeljene? Ne? Tiste, ki lahko ne nazadnje tudi komot ostanejo doma. Ne vem, vsi se blazno trudijo, da bi ljudi spravili na volišča, ne? Kar samo po sebi s tem ni nič narobe, seveda. Ne? Je pa seveda vprašanje, koliko bo to res uspelo. Ne? Mislim, da te volitve ne bojo izpadle tako prelomne, kot se je volivcem zdelo na prejšnjih volitvah, ne? Leta 2022. Ne? Takrat je ne samo, da se je pojavil zaenkrat zadnji novi obraz, ne? Golob, ampak takrat je Golob gor ali dol je res gledalo usodno, kaj bo pa zdaj, ne, po teh volitvah, ne, ker so bile pač take in take izkušnje z Janševo vlado in seveda s pandemijo, brez katere ta mandat ne bi bil takšen, kot je bil. Ne. Tako da zato je ta kampanja po eni strani ni tako usodna, kot je bila ta pred 4 leti, po drugi strani pa ravno to dela stranke in druge politične protagoniste in medije same bolj nervozne. Ne? Zato, ker vsi pumpajo to pomembnost volitev. Ne? Čeprav nekega strašnega temelja za to ni. Ne? Zato pretirava recimo aktualna vlada oziroma levo-sredinske stranke pretiravajo z demoniziranjem desnice, kaj bi se vse zgodilo, če pride Janša spet na oblast. Ne? Po drugi strani pa desnica, ne bom rekel demonizira, ampak zasmehuje pa vsekakor. Ja, in diskvalificira. Omalovažuje vse, kar je Golobova vlada naredila, ne? Kar pa je spet neko pretiravanje. Ne? Ampak vsi skratka pumpajo svoje, vsi terajo to svojo zgodbo, ki leti na vlado oziroma opozicijo, na nasprotno stran. Tako da ne vem pa, kako bo to vplivalo dejansko na volilno udeležbo. Po mojem bo slabša, kot je bila leta 2022. Ja, res je, zdaj tečejo ti zadnje etape bitke za temeljni okvir, za naracijo teh volitev, ne, o čem se v bistvu pogovarjamo, ne, za teme, ki bodo odločale. Ne. Desnica fura davke, nesposobno vlado, kar se tiče gospodarstva slovenskega, češ da je naredila veliko slabega. Ne. Levica pa seveda govori o tem, da bi desna vlada prenesla nek prelom v slovenski liberalni demokraciji, ne, da bi prinesla neke radikalne, avtoritarne nastavke za bodočo politično ureditev. Mogoče je to res, ne, ker dejstvo je, da mislim, če pride na oblast Janša, bo to četrtič. Ne. Da. In dejstvo je, da vsaj prvič in drugič to ni bil Janša, kot ga poznamo danes. Ne? To je, s tem bi se verjetno vsak levičar strinjal, pa tudi desničar verjetno, ne? Tudi volivci SDS. Ne? Tako da ne vem, kakšna bi bila, zelo verjetno je, ne? Mislim, je smiselno domnevati, da bi to bilo bolj nekaj zelo bolj konkretnega in
kako bi rekel, disruptivnega, kot so bile prejšnje 3 Janševe vlade. Ne? Disruptivnega v tem smislu demokratičnosti in določenih zadev, ki se večini Slovencev, ki so pretežno le še vedno večinsko bolj levo kot desno, bolj liberalno in bolj egalitarno, so verjetno bi se pod Janševo vlado spremenile te stvari, ki veljajo malo da ne za svete v Sloveniji. Ne? Tako da ne vem, mogoče je ta strah utemeljen, mogoče pa tudi ni. Ne? Tako da vprašanje pa je skratka, koliko ljudi se bo odločilo priti na volišča. To bo zelo pomembno. In zato so pravzaprav tisti, ki so neopredeljeni. Ne? Kaj pomeni biti neopredeljen? Sploh obstaja razlika med neopredeljenim desničarjem in neopredeljenim levičarjem. Ne? Oziroma neopredeljenim volivcem, ki bi volil desne ali ki bi volil leve. Ne? Kakšno je razmerje med enimi in drugimi? Ne? In če sploh obstajajo. Ne? Kdo jih ima več? Kdo jih lahko več pobere? Ne? Tako da do neke mere seveda, to je pač to neka splošno znana resnica, da so kao desni volivci bolj disciplinirani in da ima desnica bolj stabilno volilno bazo, ne? Ki je sicer težko preseže, ne? Ampak mislim, je ta njihova volilna baza je plafonirana, da tako rečem, limitirana navzgor, več kot tok pa tok ne bojo dosegli, ne? Je pa seveda res, da to je zanesljivo samo pri določeno slabi volilni udeležbi. Ne? Čim pa ta volilna udeležba zleze nad nek procent, je pa, ne vem, kje ta procent je, mogoče pri 50-60%, ne? Pa to ni več zagotovilo, da bo desnica zmagala. Ne? Tako da kaj pa vem. No? Zdaj nekako se približno seveda ve, koliko glasov moraš nabrati, da se staviš približno seveda v Sloveniji neko politično garnituro, ki lahko vlada. Bi te pa še vprašal tole, ne? Rekel si, nervoza narašča, vsi pumpajo zdaj na polno, ne? Zato ta teden ne moremo mimo tega naraščaja nervoze v Državnem zboru, ne? Kjer so letele hude opaske, ne? Zmerjali so se z Cigo 1, ne? Drugi pa z banda svobodnjakov, ne? Kar pomeni, da poverjetno apel, ki ga je ob začetku volilne kampanje dala predsednica republike Nataša Pirc Musar, seveda ostal nekako preslišan. Ne? Dejala je, da si ne želi seveda nizke politične kulture, predvsem pa ne širjenja na eni strani strahu, na drugi strani pa demagogije. Že ta mini incident, ne, v parlamentu kaže, da bo ta kampanja šla kar na rob in na nož. Ja. Taki so pač poslanci, no, kaj ne rečem. Eni in drugi. Ne. Tu nima... Pobalinski, nevzgojeni, živčni, direktni, dezinhibirani, tako, ne. Od predsednice Državnega zbora, ki tam neki napizdeva, nadira opozicijske poslance do opozicije same, ki tudi ne špara z grdimi besedami. Ne. Tako da... Tako ti nisi zdaj. Ja, vsi smo krvavi pod kožo. Ne. Res pa je, da v parlamentu te besede ne bi nikoli izgovoril, ne, niti ne bi nobenemu rekel Cigo 1 ali pa banda, pa ne, tako, ker sem lepo vzgojen, ne, novinarji ponovadi smo taki, lepo vzgojeni. Hočem reči, kar pa zadeva samo to afero Knovs, ne, mislim, to je pa itak, mislim, žal, ne,
Jaz ne bom sodil, a so ti 4 obtoženi James Bondi, NSI, krivi ali nedolžni, ne? Ampak ne glede na to, ne, da dejansko tisti en mesec, 2 pred volitvami vložijo to obtožnico ali ovadbo, se ne vem, no, obtožni predlog. Predlog. To ni vtis neodvisnega sodstva. Ne? Tožilstva, sodstva, ja, sodnega sistema. Se absolutno strinjam z Matevžem Krivicem, ne, ki je napisal, da to v nobenem primeru ne ustvarja vtisa, da je to, ne, tudi če oni reče, slučajno je pač ravno tako koledarsko naneslo, da je to pred volitvami. Ne. Mislim. No, Levica bi vrnila, da ni naključje tudi pogrevanje zadev Karigador in seveda afere Bobnar. To ni pogrevanje, to se vleče. To je na rahlem zmernem ognju že dolgo. Ne. Ja, veš, kaj politika se predvsem res ogromno ukvarja s temi institucijami in jih v bistvu politično diskvalificira in diskreditira ves čas. Pred volitvami. Zdaj, ko bo nova predsednica KPK, bo čisto drugače. Aha, zakaj pa? Ne vem. Skratka, pričakuješ, da se bo vrelišče samo še naraščalo, da bo živčnih, tudi vulgarnih izpadov v tem času še vedno več, da bo to kampanja, kjer ne bo nihče šparal nikogar. Prosim? Lahko voda več kot 100 stopinj. Zavre. Ja. Vre že itak, ne. Sej, ne, kako je rekel že Janez Drnovšek, ne, da tistemu, ki je v kuhinji vroče, ne hodi v kuhinjo, ali kako je bilo že tisto. Mislim, da to, če je res rekel, je to ukradel ali pa vse citiral Maggie Thatcher. Ne. Mogoče. Skratka, v politiki je pač ta vročina in vročica nekaj, kar je pač za politiko značilno, ne. Predsednica je pa želela predvsem opozoriti, da naj se standardi politične kulture ne spustijo vendarle v neko kloako. Ne. Delim z njo to željo. Ampak najbrž upanje umira zadnje. Vprašal bi te za konec samo še nekaj. Ne. To seveda ni najeno zadnje oglašanje v tej predvolilni kampanji, ampak vendarle omenil si projekt Politični obrazi, torej portretiramo politične veljake letnika 2026, liderje političnih strank. Zdaj si jih nekaj že naredil, nekaj smo jih že objavili, nekaj jih še sledi. Tvoj feeling, občutek za zdaj, ne? Kako se pogovarjaš z njimi, kdo so ti ljudje, je neka generalna observacija tu možna, ne? Iz teh pogovorov, ki jih imaš s predsedniki oziroma predsednicami? Generalna observacija je v tem, da z obeh strani, se pravi, tako z njihove kot z moje, prihajamo skupaj z nekim začetnim nezaupanjem ali vsaj zadržanostjo. Ne? Kaj Crnkovič hoče? In zakaj jaz tu sploh delam? Ja. Hočem reči, da potem pa se nekako zaštekamo, da tako rečem. Ne? Pol si jaz pomislim, da sem zdaj en tak Woody Allenovski zelik, ki nehote prevzame identiteto ali sprejme to človeka, s katerim je trenutno v družbi. Ampak noben se mi do zdaj še ni zdaj napačen. Ne? Pa seveda sam pri sebi, zdaj lahko govorim v bistvu sam z tega poklicnega stališča, ne? Glede na to, da bomo delali vse ali skoraj vse predsednike strank, ne? Sem že v izhodišču pristopil k temu tako, da z njimi ne bom polemiziral, ne? Ker mislim, kam bi pa prišel, če bi z vsemi kregal, ne? Ker enostavno se pač niti ne bi hotel navijati za tiste, s katerimi se strinjam,
ali z njihovimi določenimi izjavami, niti ne bi hotel polemizirati z drugimi, s katerimi se ne strinjam, ali z določenimi izjavami. Ne. Tako da, ko vidijo, da jih ne bom tam ravno zaštihal, da ne bo medijskega umora, ne, ali linča, ne, pol se nekako skuliramo in moram reči, da imam dobre izkušnje. Ne, zdaj. Marko, hvala za danes. Naj bo to seveda predvsem tudi vabilo vsem poslušalkam in poslušalcem, gledalkam in gledalcem, naj bodo tudi bralke in bralci, ne? In naj politične obraze, ki jih pišeš, berejo v naši prilogi v soboto, tako v digitalni kot papirnati obliki. Midva pa se slišiva in vidiva spet kmalu z novimi analizami. Velja. Ampak omenil sem prilogo soboto in čez nekaj minut vam poleg priloge v soboto predstavim v kratkem EPP bloku še, kaj boste brali tudi v nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Kaj bomo brali v Večeru v soboto? Da je naloga kulture tudi pop kulture. Kdaj opozoriti na stanje v družbi, ugotavljata dva intervjuvanca v tokratni prilogi v soboto. Tone Kregar, frontman ponarodelih ljudskih rock'n'roll zabavljačev Mi2, ter Igor Šeregi, režiser filma Ohcet, ki te dni podira rekorde v gledanosti. In kakšno je sicer stanje? Ko gre za makroekonomijo sveta in Evropske unije, v njej ne preveč dobro, ugotavlja dr. Mojmir Mrak. Pravi, da se bodo po dramatičnih geopolitičnih spremembah v minulem letu letos bolj jasno izrisale konture nove svetovne gospodarske ureditve. Kaj to pomeni za Evropsko unijo in Slovenijo? Marko Crnković je v posebni predvolilni rubriki portretiral dva politična liderja. Prekaljenega Matjaža Hana, predsednika Socialnih demokratov, ter Zorana Stevanovića, nekonvencionalnega liderja stranke Resnica. Zakaj so nekateri pasosi sestanka slednjim črtani? Preberite. Zoran Mijatović se je pogovarjal s košarkarskim trenerjem, nekdanjim selektorjem Memijem Bečirovićem. Kako pa sta govorila o košarki, a tudi o življenju na Kitajskem, kjer je deloval zadnji čas, o tankajšnji mentaliteti, ki je izjemno tekmovalna, pa o navadah in čudesih. Preselimo se še v Večer v nedeljo. Če ni fotke, se ni zgodilo, ali kako sta dekleti olimpijska pravila postavili na novo. Dan danes zmagujejo vplivneži oziroma dve vplivnici. Nihče ni izmojstril novodobnega biznisa tako zelo, kot sta to storili športnici s karizmo, z rezultati, denarjem, sledilci na Instagramu, TikToku in kar je še teh najbolj vplivnih in priljubljenih omrežij. Vpliv nizozemske hitrostne drsavke Jute Lierdam in smučarke prostega sloga Aileen Gu na novo definira doseg športa. Včasih moraš tudi sam dvigniti roko. V teh dneh je Milica Prešeren še posebno zadovoljna, saj je na spored prišla nova sezona dokumentarne serije Posebne zgodbe, kjer scenarijem in konceptom daje glas ljudem in družinam, ki se soočajo z različnimi življenjskimi izzivi. Od telesnih do duševnih diagnoz do osebnih življenjskih sprememb in družbenih problemov. Zaradi odličnih odzivov gledalcev je vse trdo delo več kot poplačano. Marija Merljak v Postu. Med projektom Diši po domačem na tržnici BTC v Ljubljani v teh dneh velikokrat slišim, da bomo zdaj v Postu jedli samo solate, saj se moramo očistiti, pravi. Kako očistiti? Mnogi to razumejo napačno in post enačijo s stradanjem ali hitro predpoletno dieto. Avtomobil praznuje 140 let. Avto z motorjem z notranjim izgorevanjem ima v rojstnem listu vpisan datum 29. januar 1886. Sestavil ga je nemški konstruktor Karl Benz, čeprav je pot do tega izuma tlakovalo več pionirjev. Maškare so odšle, zima pa še je ostala. Naj vam bo toplo z Večerom. Se beremo in se slišimo.